Danes se je v Planici končal finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Prireditev, ki je letos sicer zelo omejena in jo gledalci lahko spremljamo samo od doma, je pretekla leta vsakič v dolino pod Poncami privabila tisoče obiskovalcev, ki so neumorno navijali za naše smučarske skakalce v upanju, da bodo skočili čim dlje in tako Sloveniji prinesli zmago. Zmagati je fino, a ne? A se spomnite občutka, ko ste nazadnje zmagali? Mogoče, ko ste doma igrali Človek ne izzi se? Ali pa na kakšnem šolskem tekmovanju? Ali pa, a se spomnite, kako smo Slovenci ponosno navijali za našo košarkaško reprezentanco leta 2017 in se potem skupaj kot eden veselili njihove zmage? Bili smo ponosni, veseli, počutili smo se, kot da lahko premagamo vsako oviro. Se spomnite tega občutka? Tudi Jezus je zmagal. In to je enkrat za vselej in dokončno. Za zmago se mu ni bilo treba čez 4 leta še enkrat boriti, tako kot športnikom na svetovnih prvenstvih ali pa olimpijskih igrah. In ta zmaga je na voljo tudi nam, ampak je pogosto drugačna, kot si jo predstavljamo. Danes je cvetna nedelja in pred nami je še zadnji teden pred Veliko nočjo. V času priprav na Veliko noč smo v preteklih nedeljah poslušali pridige o tem, kako je Jezus naše upanje. Upanje v trpljenju, upanje za greh, upanje za odpuščanje in danes upanje za zmage. Zmaga je stvar, ki so jo Izraelci v času, ko je živel Jezus, nestrpno pričakovali. Zadnjih par sto let je bilo za njih namreč zelo težkih. Po padcu Juda in izgnanstvu v Babilon so se sicer lahko vrnili nazaj v svojo deželo, ampak ne vsi. Poleg tega pa v svoji deželi niso vladali sami. Oblast so nad današnjim Izraelom imela v glavnem druga ljudstva. V času Jezusovega rojstva in vse do porušenja Jeruzalema je bilo to območje pod oblastjo Rimskega cesarstva. Poleg vsega tega pa preteklih 400 let do takrat pred Jezusovim rojstvom ni bilo prerokov in Bog Izraelcem v tem času ni govoril. Imeli so samo obljubo. Obljubo o tem, da bo prišel Mesija, ki bo prerok kakor Mojzes, duhovnik po Melkizedekovem redu, ki bo obnovil kraljestvo kralja Davida. Izaija je o njem rekel takole. Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah. Imenuje se čudoviti svetovalec, mogočni Bog, večni oče, knez miru. Oblast se bo širila in miru ne bo konca. Na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo in utrdil s pravico in pravičnostjo, od zdaj in na veke. Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to naredila. To je en vers, ki ga poznamo zelo dobro, bolj sicer iz božičnega časa, ko govorimo o tem, da je Bog prišel na svet. Ampak kaj mislite, kaj si je zatirano ljudstvo, zatirano zadnjih približno 600 let, mislilo, kaj je pričakovalo, ko je prebralo ta odlomek, ali pa druge odlomke, ki so napovedovali Jezusov prihod? Verjetno so pričakovali nekoga lepega, pametnega, modrega in preudarnega, mogočnega, enega odločnega vojskovodjo in političnega voditelja, ki bo izraelsko ljudstvo odpeljal nazaj v čase, ko je bil Izrael pod vodstvom kralja Davida močan in neodvisen in ko je bil Bog z njimi. In potem pride nek Jezus, tesarjev sin, rojen v malce dvomljivih okoliščinah, njegova starša nista bila poročena, iz Nazareta, od koder, kot lahko preberemo, ne more priti nič dobrega, ki se potem, namesto da bi se zoperstavil tej rimski oblasti, ki je nihče ni hotel, kar naprej vtika v to, kaj delajo judovski verski voditelji. Ampak hkrati pa dela tudi neverjetne stvari. Neverjetno moder je. Pozna preroke in spise. Je učitelj. Dela čudeže in trdi, da je Božji sin in da je izpolnitev Božje obljube po odrešeniku. Lahko si mislimo, da so bila mnenja o njem zelo deljena. Nekateri so mu verjeli, da je on tisti, ki bo rešil Izrael, da je on Mesija in Božji sin in da izpolnjuje prerokbe v Stari zavezi.
Spet drugi temu niso verjeli. Mislili so, da je nek šarlatan, da je obseden z demonom ali pa kaj podobnega. No, nekaj dni pred praznikom Pashe je ta Jezus prišel v Jeruzalem. V Svetem pismu je ta manjši odstavek naslovljen kot Jezusov slavnostni prehod v Jeruzalem. In v Matejevem evangeliju lahko beremo o tem, in sicer takole. Ko so se približali Jeruzalemu in prišli do Betfage, Oboljski gori, je Jezus poslal 2 učenca in jima rekel: Pojdite v vas, ki je pred vama, in takoj bosta našla privezano oslico in oslička pri njej. Odvežita ju in ju pripeljita k meni. Če vam kdo kaj poreče, recita: Gospod ju potrebuje, in tako jo bo poslal. To pa se je zgodilo zato, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi: Povejte sionski hčeri, glej, tvoj kralj prihaja k tebi, krotak, jezdi na oslici in na osličku, mladiču vprežne živali. Učenca sta šla in storila, kakor jima je Jezus naročil. Pripeljala sta oslico in njenega mladiča, položila nanju svoja plašča in Jezus je sedel gor. Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: Hozana Davidovemu sinu, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, hozana na višavah. Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto razburkalo in govorilo: Kdo je to? Množice pa so govorile: To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji. Jezus je torej priskrbel oslička, žival daleč od nekega prav posebej slavnostnega načina transporta, in je zdeč na njem prispel v Jeruzalem. S takim prihodom je Jezus izpolnil še eno prerokbo iz Stare zaveze, tokrat prerokbo preroka Zaharije, ko pravi: Glej, tvoj kralj prihaja k tebi, pravičen je in zmagovit, krotak je in jezdi na osličku, na žrebetu oslice. S tem je Jezus Izraelcem dal še en znak, še eno znamenje, s katerim jim je želel pokazati, da je on Mesija, da je on ta, o katerem govori Stara zaveza. In ljudje so prišli in ga v nekakšnem slavnostnem sprejemu pospremili v mesto. Preden so na tla razgrinjali svoje plašče, lomili so veje dreves in jih polagali na pot, ter ga na ta način želeli počastiti. Celo vzklikali so za njim, da je on Davidov sin in da prihaja v Gospodovem imenu. To je dogodek, ki se ga spominjamo na cvetno nedeljo, kako so ljudje z vzkliki in polaganjem in razgrinjanjem drevesnih vej po poti Jezusa počastili in ga slavnostno sprejeli v Jeruzalem v pričakovanju, da jih bo odrešil. Ampak, če beremo evangelij po Mateju ali pa katerikoli drug evangelij še malo naprej od tega dogodka, vidimo, da je navdušenje Izraelcev nad Jezusom precej hitro splahnelo. Par dni kasneje so namreč množice, zelo verjetno so bili v njih isti ljudje, pred tem istim Jezusom vzklikale: Križaj ga. In Jezusa so usmrtili. Na tisti točki verjetno lahko na prste preštejemo ljudi, ki so bili pri križu in še vedno mislili, da je Jezus res ta odrešenik. V evangeliju po Luku vidimo, da so celo njegovi učenci, tisti, ki so mu bili najbližje in v katere je Jezus sam vložil največ, dvomili v to, da je bil on Mesija. Na poti v Emaus 2 učenca rečeta Jezusu samemu, ki se jima je prikazal in hodil z njima: A res ne razumeš, zakaj sva žalostna? A res ne veš, kaj se je zgodilo? Jezusa Nazarečana, preroka, so križali. Mi smo pa mislili, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael. Zdaj, ko gledamo skoraj 2000 let nazaj, vidimo, da je Jezus storil nekaj mnogo večjega in boljšega, kot bi bilo to, da bi Izraelu spet izboril politično oblast nad lastno usodo. Tudi učenci in marsikateri Jud so to spoznali, potem ko je Jezus vstal, se jim prikazal in ko so začeli vsi to oznanjati. Ampak kljub temu večina Izraelcev, sploh v tistem specifičnem času okrog praznika Pashe in Jezusove smrti in vstajenja, ni verjela,
da bi lahko obstajal kakršenkoli alternativni plan od tistega, ki so ga pričakovali sami. To je osvoboditev Jeruzalema izpod tuje oblasti. In s tem, ko Jezus kot Mesija, kot odrešenik ni izpolnil tega, kar so Izraelci mislili, da bi moral storiti, je Bog naredil nekaj, kar nas ljudi ponavadi, in to zaradi tega, ker smo zagledani sami vase, najbolj prizadene in kar najtežje odpustimo. Bog namreč s tem, ko je umrl, ni izpolnil pričakovanj Izraelcev. Razočaral jih je. Izraelci so se namreč ujeli v eno past, v katero se ljudje ujamemo vsakič znova in znova. Sveto pismo, prerokbe, Božje sporočilo in vse, kar je Bog Izraelcem do tistega trenutka skozi celotno zgodovino povedal, so prilagodili svojim željam in svojim pričakovanjem, namesto da bi svoje pričakovanja prilagodili Božji besedi. Kolikrat pa se to nam zgodi? Kolikrat prilagodimo neko Božje sporočilo našim okvirom, našemu načrtu za življenje? Kolikokrat interpretiramo Sveto pismo tako, da nam ustreza, namesto da bi iskali pravo Božjo voljo? Kolikrat smo zaradi tega, ker od Boga nekaj pričakujemo, potem razočarani, ker tega ne dobimo? Koliko ljudi poznate, ki so odkorakali stran od Boga, ker ni izpolnil njihovih pričakovanj? Jaz lahko samo ugibam, kaj ste si predstavljali v današnji pridigi, ko ste slišali za njen naslov. Zmaga je namreč ena zelo močna beseda, ampak različni ljudje kot zmago razumejo različne stvari. Če samo vzamem zmago v klasičnem pomenu te besede, torej da recimo nekdo v enem tekmovanju osvoji prvo mesto, recimo kot naša reprezentanca 2017, potem ugotovimo, da Jezus zmage ne more dati vsem. Predstavljajte si, da bi danes v Planici vsi tekmovalci zjutraj videli naslov te pridige in bi se odločili, da vsi predajo tekmo Bogu, molijo za zmago. Lahko bi prišlo samo do dveh možnih razpletov. Ali bi po eni strani kot vedno zmagal zgolj en tekmovalec, vsi ostali bi bili pa neizbežno razočarani, ali pa bi zmagali vsi, ker bi vsi skočili popolnoma enako, vsi bi bili prvi, vsi bi si delili prvo mesto, ampak verjetno bi bili še zmeraj vsi razočarani, ker nihče ne bi bil boljši, nihče ne bi zmagal v resnici. Glavno vprašanje, ki si ga lahko torej zastavimo, je v bistvu, kaj je to zmaga, ko pomislimo, da je Jezus upanje za naše zmage. Leto 2020 je bilo verjetno za vse nas en tak velik šok. Na tak ali drugačen način so se naša življenja zelo, zelo spremenila. Jaz sem se po dolgem času srečal z nečim, s čimer se je v tem letu srečal verjetno marsikdo. Z osamljenostjo. Prvo karanteno sem sicer preživel doma v Radovljici z mojo družino, za kar sem neizmerno hvaležen. Ko pa sem se maja oziroma junija vrnil nazaj v Ljubljano, se moje življenje ni vrnilo vsaj približno v neke ustaljene tirnice. Faks se je bližal koncu, opera in muzej, kjer sem pa delal, pa se še nista odprla in kar naenkrat sem imel ogromne količine časa in nikogar okrog sebe. Pa da ne bo pomote, tako sem se počutil. To ni bilo vedno res. Maj in junij sta potem prešla, prišlo je poletje, tabori, počitnice, dopust, veliko smo se družili in v vsem tem džumbusu sem pozabil na ta občutek in na vse, kar se je zgodilo. Ampak z jesenjo se mi zdi, da sem tako kot vsi prišel nekako nazaj v realnost. Po leti 2020 sem končal faks, s tem sem končal tudi študentski službi v muzeju in operi. Zdaj, tisti, ki me malo bolj poznate, veste, da je bila zame služba v operi, da je obsegala precejšen del mojega življenja. In jeseni sem mogel ves ta študentski cirkus, v katerem sem živel, zamenjati za službo pripravništvo na sodišču. Služba, za katero sem v teh časih res neverjetno hvaležen Bogu. Pa vendar je ta služba bistveno drugačna od vsega, kar sem poznal in česar sem bil navajen. Skoraj ves čas delam od doma, zelo malo stikov imam s svojimi sodelavci.
In tam septembra, oktobra, bolj ko smo korakali proti jeseni, v oktober in se približevali novembru, vedno manj stikov z drugimi smo imeli, vsi. Cerkev se je preselila na splet, druženje je bilo vedno bolj omejeno. Tokrat se tudi zaradi službe nisem preselil nazaj v Radovljico. Moram reči, da na tej točki še vedno nisem občutil neke blazne osamljenosti, me je bilo pa strah. Strah zato, ker sem slutil, da na neki točki druženje več ne bo dovoljeno. In ko bo to prišlo, nisem vedel, kaj bom takrat. Vedel sem samo, da bom zelo, zelo veliko časa preživel sam. Ko se ljudje spopadajo z osamljenostjo, je verjetno njihova prva misel to, da si želijo čim več družbe, čim več ljudi okrog sebe. In verjetno so v to usmerjene tudi njihove molitve. Da ne bi bili sami, da bi imeli ljudi okrog sebe, ponavadi prosijo Boga. Kot v mnogih drugih situacijah. Boga prosimo za neko konkretno rešitev, ki se nam zdi najbolj optimalna. Ampak tako kot so bili takrat Izraelci razočarani, se tudi nam zgodi, da smo v takih situacijah pogosto razočarani, ker se naš plan za našo rešitev ne uresniči. Razočarani smo nad sabo in, kot sem že prej rekel, razočarani nad Bogom. Zdaj, zakaj sem rekel, da domnevam, da so v to usmerjene molitve ljudi, ki so osamljeni? Zato, ker jaz te molitve nisem mogel imeti. Zato, ker sem vedel, da ta rešitev sigurno ne bo prišla. Nisem vedel, kaj bom naredil, če me osamljenost spet prevzame ali pa če se znajdem v neki situaciji, ko bom popolnoma osamljen. Vedel pa sem, da Boga ne morem prositi za družbo in za to, da bi imel skozi ljudi okrog sebe in za druženje, ker to enostavno ni bila opcija. Druženje ni bilo dovoljeno. In zato je edina stvar, ki mi je preostala, že takrat, ko sem samo slutil, kakšne omejitve prihajajo in kako bi lahko vplivale name, molil samo za to, da bi Bog poskrbel zame. Na kakršenkoli način že, da bo on enostavno dovolj. V pismu Kološanom Pavel piše takole v 1. poglavju od 9. do 14. vrstice. Zato tudi mi, vse od dne, ko smo slišali o tem, ne prenehamo moliti in prositi za vas, da bi se izpopolnili po globokem spoznanju njegove volje, v vsej modrosti in duhovni razumnosti, da bi živeli, kakor je vredno Gospoda in bili njemu v vsem všeč, da bi obrodili sad v vsakršnem dobrem delu in rasli v spoznanju Boga. Po moči njegovega veličastva okrepljeni z vso silo za vso stanovitnost in potrpežljivost in bi se z veseljem zahvaljevali Očetu, ki vas je usposobil za delež svetih v luči. On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega sina, v katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov. Pavel pove Kološanom, kakšna je njegova molitev za njih. In kot lahko vidimo v večini Pavlovih molitev, jih zelo malo govorijo o rešitvah nekih problemov, o prenehanju stisk in podobno. Pavel večinoma moli za milost, za spoznanje, za duhovne darove. V konkretnem primeru, ki smo ga prebrali, moli za spoznanje Božje volje, za modrost, za duhovno razumnost, za življenje vredno Gospoda in za rast v spoznanju Boga. Molitev za konkretne stvari, za dogodke v naših življenjih, za ljudi in za stvari je pomembna. Z njo Bogu predajamo svoje konkretne želje in hrepenjenja in dobimo konkretne rezultate, ko Bog na naše molitve odgovori. In s tem dobimo priložnost, da vidimo, kako Bog deluje v naših življenjih. Priložnost, da se Bogu lahko zahvaljujemo, ker na res zelo konkretne načine skrbi za nas. Ampak vse te stvari, za katere molimo, po eni strani niso vedno dobre za nas, če pa so pogosto minljive ali pa seboj prinesejo nove izzive. Zmaga v smučarskih skokih verjetno skakalcu prinese zelo veliko zadovoljstvo, ampak dvomim, da to zadovoljstvo traja do konca življenja. Poroka, recimo, po kateri hrepeni marsikdo, sploh v mojih letih, marsikdo od nas,
Sigurno prinese ogromno lepih in čudovitih stvari, ampak zraven tudi mnogo težkih in napornih trenutkov, ki jih je treba znova in znova predajati Bogu. Čudovito je končati faks ali pa srednjo šolo, stopiti v novo odraslo obdobje. Ampak kaj, ko to novo obdobje prinese s sabo cel kup novih izzivov. In potem imamo ljudje en tak zanimiv mehanizem, kako se soočamo s tem, pa rečemo, male zmage so pomembne, male zmage. Te so tiste, ki nas bodo pripeljale skozi življenje. Ampak veste, ni treba, da smo zadovoljni z malimi zmagami. Zakaj ne? Zato, ker nam Bog ponuja trajno zmago, kot sem rekel že na začetku. S tem, ko je Bog umrl na križu, je premagal greh. In ta zmaga je na voljo tudi nam. Ta trajna zmaga je odrešenje. Je zmaga nad smrtjo in je večno življenje. In kako pridemo do te zmage? Jezus sam v svoji velikoduhovniški molitvi, v Janezovem evangeliju, v 17. poglavju med drugim pravi: večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Gre za to, da spoznavamo Boga in Jezusa. Že Ezekiel v Stari zavezi je Bog obljubil, da bo svojemu ljudstvu spremenil srce, da jim bo namesto kamnitega srca dal meseno srce. Se pravi, Bog dela eno spremembo v nas. Še dve vrstici mi prideta na pamet v tem kontekstu, ki se po mojem močno nanašata na razmerje med zmagami na tem svetu in našo zmago, našo odrešensko zmago. Ena je iz Janezovega evangelija, iz 16. poglavja, 33. vrstice, ki pravi: na svetu imate stisko, toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Druga je pa iz Mateja, 6. poglavje, 33. vrstica. Iščite najprej Božje kraljestvo in vse dobre stvari, o katerih prej govori, vam bo navrženo. Se pravi, Jezus nam sporoča, zmaga je v tem, da spoznavamo Boga, da se naše srce spreminja, da iščemo njega in njegovo pravičnost in za vse ostalo bo poskrbel Bog. V 4 mesecih tega drugega lockdowna od novembra do februarja recimo, moje življenje ni bilo popolno. Boril sem se z mnogimi stvarmi, kot verjetno vsi vi. Pogledal sem bistveno preveč serij na Netflixu, nisem imel motivacije za delo, premalo sem migal, preveč sem jedel, pa še bi lahko našteval. Ampak na prste ene roke lahko preštejem trenutke, ko sem se počutil osamljenega. In verjamem, da je to zato, ker me je Bog pripeljal na točko, kjer nisem imel druge izbire, kot da zadevo predam njemu. Brez pričakovanj in želja. Žal mi je samo tega, da nisem bil že prej zmožen tega narediti in da se nisem za to popolno predajo odločil takrat, ko sem še imel izbiro. Ampak v tem trenutku bom res rekel, bolje pozno kot nikoli. In zahvaljujoč temu, da sem se res samo prepustil Bogu in pustil, da on deluje v meni, sem skozi to drugo karanteno prišel zmagoslavno. Danes se spominjamo Jezusovega slavnostnega prihoda v Jeruzalem. Ljudje so bili navdušeni nad tem, da je prišel. Ampak izgleda, da so bili navdušeni nad njegovim prihodom zato, ker so mislili, da bo izpolnil njihova pričakovanja. Dajmo mi narediti obratno. Namesto da čakamo in upamo, da bo Bog izpolnil naša pričakovanja, bodimo navdušeni nad njegovim prihodom zato, ker ga imamo za to možnost bolj spoznati. Ker imamo za to možnost bolj ugotoviti, kako smo mu lahko bolj podobni. Kako lahko svoja pričakovanja spremenimo, glede na to, kaj ima on pripravljeno za nas. Upam si trditi, da če bomo skupaj z Abrahamom, Samuelom, Izaijo pa še kom rekli, tukaj sem, pripravljen na to, da te še bolj spoznam, pripravljen na to, da ti odprem svoje srce in da ga ti spremeniš, da sem pripravljen na to, da ti bom še bolj podoben. Če bomo to naredili, bo naše veselje, naše navdušenje in naš zanos mnogo, mnogo večji, kot takrat, ko je zmagala naša košarkaška reprezentanca. Naša zmaga pa ne bo trajala samo do leta 2021, ko je naslednje Evropsko prvenstvo, ampak do konca našega življenja in še dlje.
vas povabim, da molimo skupaj. Gospod, hvala ti, da si prišel na ta svet in hvala ti, da si zmagal to bitko s hudičem za nas, Gospod. Hvala ti, da si za nas umrl na križu, da si na ta način premagal smrt in nam zagotovil večno življenje. Hvala ti, da spreminjaš naša srca in da s tem, ko spoznavamo tebe, kdo ti si in se preobražamo, tako da smo vedno bolj podobni tebi. Hvala ti, da zato lahko rastemo in na ta način se ti približujemo in na ta način že tukaj na tej zemlji izkušamo en delček tvojega kraljestva. Gospod, molim za ta teden, ki je pred nami, Gospod, za ta veliki teden pred veliko nočjo, da bi res bili sposobni odpreti svoja srca, pustiti, da ti deluješ v nas, da nas preobražaš in da bomo naslednjo nedeljo, ko praznujemo veliko noč, lahko res vsem srcem pel in te slavili in te častili in se veseli zaradi tvoje zmage, Gospod. To molim v Jezusovem imenu. Amen.